Prav lepo pozdravljeni v oddaji Med nami. Tokrat smo na njegovem domu na Izlakah obiskali čebelarja Jožeta Piklja. Preden z njim poklepetamo, pa še nekaj besed iz knjige Slastne medene dobrote. Takole je Drago Šikovec zapisal. Med, ki ga človek skozi vse dobo človeštva s pridom uporablja, ima tudi danes veliko veljavo. S pridom ga uporabljamo v prehrani, zdravilstvu, kozmetiki in pijačah. Med ima tudi v sebi celo bogastvo, paleto vitaminov, minerale, sladkorje in tako naprej, ki so človeku potrebni pri ohranjanju zdravja, vitalnosti, miselnosti in pomiritve. Včasih je potrebna samo žlička medu in že smo boljše volje, bolj zbrani in pomirjeni. Čeprav zelo oguljeno vprašanje, ampak vendarle, za začetek, za uvod je treba vprašati čebelarja, kdaj se je sploh začel ukvarjati s čebelarstvom? Ja, zdaj to je malo narodno odgovoriti. Oče se je bavil s čebelarstvom, jaz sem pa pol to prikupljal, tako podzavestno. Se smo 3 otroci prehišali, ampak mene se je prijel, ne vem, tam 7-8 letam, recimo, da sem začel malo bolj intenzivno. Prointenzivno pa po očetovi smrt, ne, tako da tisto me je prisilil, da sem pač mogel vse prevzeti. Prej se je bil pa oče, nosilc, rekel, vseh akcij, ne, jaz sem pač pomagal, ne. Zdaj sem pa sam. Se je bilo težko navaditi na čebelarstvo, privaditi tega dela? Mislim, da tiste osnovna čebelarska dela sploh niso bila, rekel, meni težka, ampak s prihodom ali pa, rekel, zdaj v zadnjih cajtih s to boleznijo je pa problem, ne? Tle pa starejši čebelari imajo precej problemov s tem. Če ne spremljaš, čebel nimaš, ne. Je bilo včasih drugače, kar se tiče bolezni čebel? Veliko drugače. Ta zadnja bolezen varoja, to je prišlo nekje z vzhoda, to je zdaj zadnjih 20 let, to je vzel, kaj je tak dolg, da se ne da povedati. Prej, v starih cajtih je bila pršica, tudi kuga čebelje zalege, ampak ne vem, nekako čebele so bile bolj odporne, pa tudi teh bolezni ni bilo, no. Tako da zdaj zadnje cajte pa to res problem pri čebelah, ne. Vemo, da človek, ki ima doma psa in ko umrje, je nekako zelo žalosten, zelo navezan je nanj. Kako pa je, ko čebele umrejo za čebelarja? Ja, to je težko, jaz sem to doživel. Mislim, da je bilo to 80, da je prišla varoja, ki je prišla varoja v Slovenijo. Mi je eno zimo pobrali, 28 družin, se pravi vse družine. V januarju ni priletela nobena čebela več ven in tisto leto sem bil, ne vem, 2 meseca tudi k čebelarju nisem šel, dokler nisem dobil nazaj prvih 2-3 rojev, da sem nazaj čebelaril. Težko je. To je kakor vzgubil člana, kjer je pravi čebelar. Ne, čebelar je pač tako, moj oče pokojni rekel, tazga, ki so te dobile, tazga te bojo obstile. Tako da tisti čebelar mu na mesti ni. Jaz se sicer pohecam, da smo čebelari gospodini, ne, ampak kazga denarja ni, ne, to je bolj veselje za dušo. Govorila sva že o vaših prednikih, kaj pa nasledniki? No, saj upam, sina imam, ki mi pomaga. Mislim, da se obnaša tako, kot sem se jaz pri očeti. Mi prepuša, nam rekel, glavna dela, pomaga mi skozi, ne, ampak jaz sem pa pač kot organizator, pa majmo nagajnam, ampak prav bo prišel cajt, bom mogel, ne, zdaj mu pa še ni treba tu. No, pred kakšnim dobrim mesecem smo bili v osnovni šoli na Izlakah, kjer ste svoje znanje o čebelarstvu prenesli, pa ga prenašate na mlade. Ja, z veseljem imam ta čebelarski krožek na Izlakih, ne vem, 8 let, ne vem točno. V glavnem, vesel sem, da je vodstvo šole naklonjeno tem čebelarskim krožkom, da je vsak let več teh krožkarjev, se pravi od 1. do 6. razreda, da okrog 25, od 6. do 9. tudi okrog 15, tako da je 40 krožkarjev. Posebno sem pa ponosen, da imam vnukinjo v 3. razredu, ki je v krožku tudi.
Na Izlakah imate zdaj kar nekaj za pokazati, nekaj čebelnjakov je, pa tudi lepa čebelarska Valvazorjeva pot, če se ne motim. Ja, tu smo pa ponosni Izlačani. Lansko leto smo gostili slovenske čebelarje, vsako društvo, mislim vsako, se pač prijaviš. Lani smo gostili 10. jubilejno srečanje čebelarjev, nagrado, mislim Igor, da ste bili, ne? Je bilo rekordna udeležba, imeli smo tudi lepo vreme. Smo organizirano društvo, to je zahvala našem vodstvu, tudi našim prednikom, ki so nas pač nekako do tega pripravili. Imamo zdaj to čebelarsko pot, imamo čebelnjak vzorn, v ponedeljkih imamo, kako bi rekel, 1 uro snidenja ali pa 2 ure, tako da se je ta čebelarska, kako bi rekel, druženje na Izlakih kar lepo prijel. No, ko slišimo čebela, pomislimo takoj na med, ampak med je le nekaj, ne, kar nam čebela da. Res je. Med je, zaradi meda imamo čebelo, tudi čebelari, ker čebelari pač čebelo izkoriščamo, ne, smo jo tudi, kako bi rekel, ne glih v domačil, ampak smo jo spravili v panje, ne, to je bilo prej v hostu, v žlamborih. Glavna funkcija čebele je opraševanje, to se ve, čeprav ni sam čebela, ne, tudi ostale žuželke oprašujejo, zadnje cajte recimo je dokazan, da od čmrla, kaj jaz vem, do vseh teh divjih čebel, kar lahko vidimo tudi na naši učni pot, ne, imamo 2 čebelnjaka za te divje čebele, ki tudi vprašujejo, ker recimo, kaj sem, čebela lahko vpraši določene vrste cvetja, dočim kakšne globje cvetove pride na vrsto sršenk, ima globoke, mislim, dali rilčk, potem je, kaj sem, največ ima rilčk kolibri, veš kaj je kolibri. Tako da vsaka, bi rekel, ta žuželka najde svoj cvet, ki paše in to je glavna funkcija teh. Omenili sva med, potem je pa še vosek, pa še marsikaj drugega. Dajte malce našteti. Ja, no, v glavnem je med, potem zdaj v moderni dobi, odkar je naftni produkt, tudi tale, pomagaj mi reči, ki delajo sveče, no? Parafin, ne, to zdaj je izpadel, bi rekel, naš vosk. Včasih je bilo pa od sveč do vsega, za razsvetljavo je bilo v glavnem vosek, ne, in je njemu tudi ceno, danes je vosk pocen, to je danes, kako bi rekel, ga ločimo, ne, čisti deviški vosk, ki je lahko za kakšne kreme, za kaj ti s vem delajo od farmacija, potem imaš navaden vosk, ki je za restauratorje, neki praskajo pa drgnejo, da zaščitijo. V glavnem, največ pa jaz porabim tega voska, ker ga tudi sam imam, bomo polo čebelnjaki videli, v ta sočni topilnik malo to predelavamo. Jaz sam izdelujem sadnice, to so pa osnove za vapan, ne, za čebelje, za sate. No, v knjigi smo videli različne medene dobrote. Tu v vaši sobi, v vašem kotičku, ne, pa vidimo kar precej tudi drugih izdelkov iz medu. Kaj vse imate? Ja, da se ne bi jaz zdaj sam hvalil. Jaz, če ne bi imel žene, pa otrok, oni so me pač vsak je malo dodal, ne, in hčerka je študirala v Maribori, sem jo šel pač parket obiskat, sem navezal stike z Mariborčanom, ki imajo društvo za izdelavo medenih pijač, sem se tam včlanil in pa se je začel, da sem začel izdelovati medico, medeno penino, medeni liker. Moram pa to povedati, da ne bi slučajno, Igor, tebi sem že raztolmačil, da kakšna je razlika med medenim likerjem pa med medico. 80% Slovencev misli, da je medica šnopc pa med. Medica je medeno vino, to so že pili star Slovani, olj, ne? To je medeno vino, medica, medeni liker je pa pač šnopc pa liker, zavisi kako zmešaš. Penina je pa klasična, penina, sicer mi imamo zdaj naziv peneča medica, to je to, ker so nas ta vinski lobi nas je prepričal, da je penina lahko samo iz grozdja. In mi smo mogli spremeniti ime in smo mu dali pol
peneča medica. Je pa isto klasični način predelave, namesto grozdja je tle med, 2 let to zori in to je to. Je tudi okus zelo podoben ali čisto specifični? Mamočken pomedi, drugač je pa isto ima mehurčke, kot šampanc. Še nekaj njena polica. Kaj? Ja, med prvimi jaz sem bral to literaturo, sem se spustil tudi v tole, vidiš. Tole fantje tudi ne poznajo medeni kis. To je tukaj infoht, se reče medica, kukar bi recimo ti imel doma to kot zbunkuc, pa bi ga pustil, da bi počas začel se kisati in potem začne ocet namesto alkohola začeti kislina delati in je to medeni kis. Pa se potem naravno očisti in to je neki, ne vem, ljudje ne poznajo, mrskir ga pa jemlje in jaz pa nas doma ga uporabljamo. Potem so pa različni, to so polnjenja, teh medenih likerjev, medica se polni imamo zdaj, čebelari smo letos prvič, ko bi rekel, imamo svoj medeni kozarec za med, to je ta oblika, imamo pa tudi zdaj svojo obliko tega, se reče, embalaže za medeni liker ali pa to so takole lepe steklenice, tako da imamo čebelari zdaj, počas bomo prišli tudi do te svoje embalaže, to moraš v začetku, tlemo smo podpisovali, da ne bi tlenatar zdaj, kaj svem pakirali, kumar pa paprike pa to, da je to pač striktno za med, da je to prepoznavn kozarc. No, med je pa tudi različen, ne? Med, seveda, jaz imam še en čebelnak, dol, ki je žena doma pri Krškem in dol dobim jaz akacijo, lipo, kostan, gozden ga dobim pa samo za sabi, ker tle jih ostaje dosti, dol pa ni tega, tako da se lahko pohvalim s 5 sortama, ne vsak let, ampak dobro, dokler bom čebelaro tako, ja. In vam po srcu je kateri najboljši? Za mene? Ja, ko pa jaz vem, jaz vam naredil gozden med, ker kostan maj greni, cvetlični je pa sladk, bolj, ko bi rekel, za otroke, drugač, gozden je pa zmes, v gozdnem imaš vse, kle pa nas nimaš, kaj sem, da bi jemo striktno samo smreko, je že bila, ampak majkdaj, pa da bi jemo striktno hoja, da bi jemo, pa nas je tle mešan, ker tudi sam kosten, kar težko dobiš tle v zasavi, mar biti tle gor par košenk, ki je sam kosten, drugač, po drugo pa maj zmešajo, je tudi v istem cajti cvede tudi lipuc, tako da je to tam neko mes, včas ga daš pod kosten, včas, tako da, glavnem, v gozdnem se vse skriva. Ko kupimo med pri čebelarju, nam sprva, ko ga mažemo na kruh, lepo teče, potem se pa počasi skristalizira, pa mislimo, da je kaj narobe z njim. Res je. Velikrat imajo ljudi napačno mišljenje o medi, prav mi je prodal cukor. Stari mi za med je strt, staroslovensko ali pa slovansko ime. In med, če se ne strdi, poj pozab. Res pa je, da zavisi od kvalitete medu, od sestavine, se pravi, kaj je svem, en cvetlični med bo v 3 tednih trt kot ram. En kostan, ena akacija bo ostala 2-3 mesece tekoča, pa nima nič več, ne vsebuje nič več vode, ker pa nas imamo striktno razmejen, koliko vode lahko med vsebuje, koliko teh parametrov, da imamo pač po tej evropski zakonodaji se ravnamo, slovenski čebelari, in slovenski med je zelo kvaliteten. Mi smo letos, če že zraven par kuplam, dobili to prelepko za kvaliteto slovenskega medu, ki so nam jo v Bruslju potrdili, in to je za nas, za naše slovenske čebelare, odnosno za naš med. Ti ne moreš, da nič drugega filati, če je to prelepka, tako pa lahko si ti filu prej, ne vem, kupil nek med pa prodajo, Če nas pa vseeno moti, ko se med nekako skristalizira, ga pa lahko spravimo nekako v prvotno stanje, ampak ga ne smemo preveč pregreti. Točno. To je 40 stopinj, ga lahko daš na radiator, lahko ga daš v pečico, ampak ne več kot 40, ker pa ga pregreješ in to ni to, To je 40 stopinj, najboljši je, če ga imaš na toplem, pa je stalno malo tekoč, ker veliko ljudi pa pride ven, če med pa trd med, že skoraj kristaliziran, pač, kaj se jim mora. Smo različni, Če se pa malce pomakneva naprej po vaši sobi, po vašem kotičku, je pa tu ena
prijetna, lepa omarica, stolažica, kjer je pa tudi marsikaj. Veš, kako je? Tlele, kaj jaz vem, cvetni prah, ne? Zdaj, to bomo videli pri čebelnjaki, to se spomladi, se to cvetni prah maje krademo čebelam, kadar cvade regrat, pa pol na jesen začne cveteti kostanj. Kostanj ima izredno veliko cvetnega prahu in tada se čebelari, kot sem prej rekel, ne, mi tem krademo, to je za čebele, ampak jim pač damo pol drugo stvar, ne, ampak cvetnega prahu naberejo izredno veliko, tako da ni nobenega strahu, da bi familija trpela zaradi tega, drugače ga pa porab, od 30 do 40 kil letno ena familija. Potem imamo tlele propolis, to je čebelja zadelavina. Težko je zdaj, kaj je, sem raztolmač, čebelarska zveza je, imam tlele te prospekte lepo obdelala, to je zdaj res laufat, koliko je treba, od cvetnega prahu, vse je lepo prikazano, tudi kako se kakva stvar jemlje. Propolis je sicer na osnovi alkohola, da se raztaplja, delajo pa že tudi za otroke na drugačen način, ampak jaz ga imam v alkoholi. Potem imamo tlele kremni med, tale je, kako ti čem povedati, med kristalizira, ne? Če pa ti med, tamle je mešalc, med začneš mešati in ti kristale ubiješ, sicer mu kvaliteto ne zmanjšaš, ampak ostane tekoč, ne kristalizira več skupaj. To so drug poštudirali, ne jaz, ne? Reče sem v kremni med. To imajo otroci rad. To imajo otroci rad, delamo pa, to sem dobil recept tudi pri Štajercih, jaz sem dal mu ime Medemix, tlenotar je pa kremni med, potem je notar 2% matičnega mlečka, 2% propolisa, 2% cvetnega prahu, da nam zdaj na pamet govorim. V glavnem to je taka zmes, ki je pač za krepljenje tega imunskega sistema, pa dobar je, dokler smo mi zdrav, ampak pravijo ta pravcet moraš imati, da ne pride poznej. Kva še imava tlele? Ja, orehe. Ja, no, to so pa pač, kako bi rekel, z orehi, z suhim sadjem, to pač žena pa hčerka. To je poslastica, ne? Poslastica, to je bolj, kaj sem, malo se je parijel teh darilnih programov, ne, tako recimo za nov let si mogel prinesti buteljko, zdaj pa že veliko pridejo po takale stvari, da je to nekako bolj zdrav, ne, ali kako bi rekel. Zdaj, recimo, da smo v tem vašem kotičku veliko že videla, predlagam, da se sprehodiva še do vašega čebelnjaka. Ne, zdaj, kom se moram še pohvaliti, da mi ne uvideš. Tole, sem prej tolmačil, ne, zaradi Medice in tega mariborskega društva, ki je bila v Sloveniji Epimondija, smo imeli tekmovanje in je to priznanje Medice, tega smo rekli penine, odnosno peneče Medice, to sem pa tle obesil druge priznanja, imamo čebelnjake, z teh priznanj je gor veliko, ampak to, če daš vsak let na tekmovanje, pa če enkrat imaš ta pravo recepturo, pa ta prav med, ti, če si bil v šolo odličnak, se ne moraš biti, ker jutri zjutraj pa ne bi nič znal, ne, se pravi, da se to gre z leta v let in cajt sem deval okvirja, zdaj pa to pa je tako. Ja, čestitam vam. Hvala. Zdaj pa lahko greva. Jaz sem se pohvalil, zdaj pa greva. No, Jože, zdaj smo pri vašem čebelnjaku, mi lepo opremljeni, vi brez skafandra, pa me zanima, zadaj za vami je čebelnjak, koliko je že star? 80 se reče, 34.
80. leta smo imeli otvoritev. 77. leta mi je oče umrl. Jemu sem čebelnjak na lokaciji tle v vasi na Izlakah, doma. Na 3 lokacijah je oče jemu. Kadar sva šla pa tle, mi je pa zmeri rekel, tlele gor bi pa bil čebelnjak, je taka prisojna lega, ne. Da sem njemu pa tle sestrično in mi je prodala teh 600 kvadratov in sem pa začel praskati in sem 80. leta smo vselili, ne, iz vseh čebelnjakov, tle notar, pa tistih tudi začetka 20 pamil. Se je skozi leta čebelnjak kaj spreminjal? Ja, sigurno. Sam gabarit je ostal samega čebelnjaka, ampak motil me je, ker je bilo avto so mi pokakale, ne, sem mogel narediti en tak privez, da avto skrijem noter, ja pa put sem zrihtal gor cesto, ne, ker presno se mogel znositi gor, ne, to je pa muka ježeva. Veliko časa preživite tu, v tem lepem, prijetnem okolju? Preveč, že da prav preveč. Ja, vsak dan sem tle, ne, ne glede na vreme. Tudi po zim, dobar, nam rekel, da sem po zim vsak dan, ampak 2-krat na teden pridem pa pogledat, ne, ker je tudi po zim lahko zamede, lahko, ne vem, to je za dušo. Zdaj smo v cvetočem maju, čebele imajo zdaj kar precej dela. Kaj pa čebelar? Ja, res je, mislim, zdajla je bil letos je čudna letna, v glavnem skozi je bilo deževno, toplo je bilo, uprašile so kar uprašile, medicine ni bilo, ne. Tako da zdajla je drugi, tretji dan, da je res, da grejo ven, ne, se bomo videli. Zdajle danes mislim, da bojo kaj prinesle, ne, cvetličnega. Letos je dozajel slabo. Smo jih mogli krmiti, ne, recimo pred 1. majem smo jih mogli krmiti, če ne matica neha zalegati. Ima občutek, da ni donosa in ne zalega, če pa ni vojske, pa nimaš kaj se boriti, ne. Če bi bili ljudje tako organizirani, kot so čebele, bi nam bilo verjetno lepše, kaj? Tih igor. To je pa tle pa ni. Noben socializem, komunizem, pa ne vem kakšni sistemi napridejo tle do živega. To je pa pošlihtano tudi, ko se izleže, ko delala ta prvi dan, ta drugi, ta 5., 6. do 40. dneva, zavisi, koliko dela, pa gre pa v večna lovišča in je konc. Pa druga generacija. Razen po zim, ne, po zim je pa 6 mesecev recimo, ne. Kakšne nazive imajo potem čebela? Kakšna dela opravljajo posamezne čebele? Ja, začne, ne, ko se izliže, dobar, bom tako rekel, kroškarji imajo točno čistilka, recimo, potem čistijo celice, čistijo, mlade čebele imajo izredno razvite voskovne žleze, delajo hišo, se reče satje, potem to je pošlihtan po dnevih, ne. Matico krmijo, ker matica se krmi samo z matičnim mlečkom. In recimo čebela, vsi mislijo, da je čebela prinese kakor ti mlek, domov pa kipneš, ne. Čebela prinese med v pan, medicino, da drugim, ne, in druge to predelavajo in izločajo to, da voda gre ven, da se nafardirva, se pravi, to je kot tekoči trg, to je cela umetnost, ne, zdaj se ve, kako se dela, ampak to je fantazija, kako je to organiziran. Potem, ne vem, recimo po 12., 16. dnevam, šele po 18. dnem gre lahko na pašo, ne, da je kot, ne, pa ima pa funkcija njena pašna čebela, druge so stražarke, ta tretja, kaj jaz vem, nekaj jih spremlja stalno matico, ne, ker matica gre po celem panju, zalegavo, matica, to je fenomen, to je v glavni sezon, ona zliže 2000 do 2500 jajčk. Igor, to je fantazija, to Einstein ni prišel gor, kako da je to, ne vem, 2-krat teža svoja, ne. Je, tle ti duša počiva, ne, če uživaš. Eno uživajo v šahi, jaz uživam v čebelarstvu. Einstein se mi zdi dejal tudi, ko čebel ne bo, tudi nas ne bo. 100%. To je posebno pa zdaj v tem tempi življenja, v tem spreminjanju. Jaz mislim, če bojo to s tem genskim spreminjanjem rastlin, bojo enkrat prišli, da bo 100 Igorjev čist glihnih prišli ven, ne, da bo šli človeka, pa bo čudno to, ne, tako da tudi zdaj, ne, gensko spremenjen, seveda, v sam pridobivanju veliko bolj bogat sadovi so, veliko bolj, več proizvodna je, ampak ni pa medicine,
ni tega, ni več naravnega. Ti vidiš travnke, recimo, če se z umetnim gnojilom, ni več turških nagličkov pa marjetic, je vse nekaj, kar je tudi princip kmeta, da bojo samo travo, ne? Ampak zdaj je tako ratal, veš, da ni, tle lahko najdeš, da kar češ, ni intenzivne predelave, ne? To je na ravninih, kjer se s tem bavijo. Mi imamo v Sloveniji še kar srečo, lahko rečemo, imamo še kar precej veliko čebel. Prej ste mi omenili, kakšne težave imajo na Japonskem, ne? Kjer kar sami oprešijo svoje sadna drevesa. Ne? Se vidiš, Japonci, če gledaš po televiziji, zdaj že po mestih nosijo tiste skafandre pa tiste robce, tle okoli se ne more normalno dihati. Ne? Tukaj imajo zagažen zrak, kaj bo pa pol čebela? Da bi kaj rekel, da bo čebela prinesa strupin mit. Čebela je tak indikator, da ti ne more prinesti slabe stvari, ona bi po pot umrla. Ne? Čebela umre, da ne bi kaj rekel, da pogine. Ne? To imamo čebelari pač. Pravijo novinari pogin čebel, ne? Sicer se ne more drugače izrasti, ampak čebelar pravimo, da umre. Glede na svojo kvaliteto, delovnost, svoje sposobnosti. Ne? Pa se premaknemo še malce bliže k čebelam? Gremo. Ja, panjske končnice so zelo lepo poslikane. Kdo vam je pa to? Ja, tle je bilo pa več mojstrov. Največ mojster je bil moj sosed, Kovač Janez. Tam je narisal, tole je letnica, ne vem, tam prve, tako na vrh so že malo obledeli, je narisal k njemu otvoritev čebelnjaka. No, drugo serijo je narisal tle od spodi nekje tam 2000, se pravi, so ne 15 let stari. Imam pa srečo, da imam snaho, ima tudi smisel za risanje, pa tale leva stran je od snah je narisala. Tale mi je kolega, moj dramski kolega Dovšina, vidiš, tale Sveti Jožef, pa gorle Ambrož, pa Sveti Jur, to je Dovšina risal. V glavnem, 3, 4 so risali, da jaz to, dokler so prazen pajni, lahko rišeš, ne, te poj pa konc ga enkrat daš na mesto, dokler ne pomrejo, ampak hvala Bogu, letos je od, kaj je sem, 50-ih, panju, 60-ih, ena familija umrla, ne. Tako da, hvala Bogu, letos je lepa taka, zima je bila, no, bom rekel, ni bila prehuda, skoraj bom rekel pretopla, da so precej porabile hrane, ampak v glavnem bolezni ni bilo. No, tamle vidim tudi tablo, da je čebelnjak nekako registriran, mora biti prijavljen. Ja, to je pa vsaka čast zvezi, ki je naredila ta register po celi Sloveniji, da smo vsaj, mislim, ti aktivni čebelari, ne, ko bi rekel, tistih divjih čebelarjev ne moreš prisiliti, ker to je pač ljubiteljsko, ampak v glavnem je Slovenija pokrita in čebelnjaki so označeni že zaradi same unije, zaradi registracije, ne, greva midva, se veš, danes je ta prvi, ta drugi lep dan, ne jedva bojo naprale. Jože, zdaj sva pa v notranjosti čebelnjaka, moram priznati, lepši od zunaj. Ja, pazi, veš, kako je, ni vse lepota, ne, Igor, ker se veš, tisti, ki je od zunaj še tukaj poj lahko od znotri gnil, ne. V glavnem, čebelnjaki od zunaj, to je pač tradicija čebelarjev bila, stara tradicija, iz Kraniča se je to prineslo, da se je to risalo, to je bolj šminkerija, ne, ampak zgleda pa lepše. Važno je, da je pajn od znotri funkcionalen, da čebele ne letijo ven, da ne pride do kakega ropa, da ni ne vem kakih miši od odzadaj, pa ne vem kakih mrovl. V glavnem, jaz imam te pajne zdaj enake, jaz veselam delaš. Če imaš dober orodje, je luštno delati. Ne? Pa lahko to odprete? Ja, normalno, izvoli, le. To je zdaj spomladanski razvoj čebel. Spodnji prostor je plodišče, zgornji prostor je medišče. Vmes je pa matična rešetka, to je pa rešetka, matica ne more poj gor, da bi gor zalegala jajčica, ker čebelari jim na ta način krademo med, ne. Čebele nosijo med gor in od spodaj se porajajo nove čebele, zgori nosijo med in kadar je dost pokrit med že, ne, takrat čebelar potem to iztoči. Zdaj se število čebel dviguje, prezimih v takem žindaršiči tam, ne vem, 10-15 tisoč,
v največjem razvoju, zdaj konc maja, začetek junija, ki je do 25. jih je tudi po 50-60 tisoč v Pajni. In te čebele, recimo delovka živi od 15 pa kaj do 40 dni, tako pač teoretično pravijo, zavisi koliko dela, po zim pa tam do 6 mesecev, da preživi. No, vsi poznamo tisto lepo risanko Čebelica Maja, ampak tam se mi zdi, da je Italijanka, čebelica, taka lepa, rumena, črna. To pa je čisto druge barve, ne? Ja, no, saj v glavnem zveza slovenska, čebelarska zveza se prizadeva, da bi ta kranjska sivka ostala siva, ampak to so vplivi. Recimo Primorci, ki so mejijo na Italijo, ne morejo tega preprečiti. To je glih tako, ker če bi jaz rekel, po mojem bo dež, ti pa bila soseda, pa po tvojem pol ne bi bilo, ker se parijo, truti so in so na Primorju so bolj rumene, potem nemška čebela je bolj črna, naša kranjska sivka je pa pač siva. Prizadevamo se, da bi ostajali tudi ti, ko so kmatice vzgajajo, vzrejajo, vzrejevalci morajo imeti vse testiran, da je to res pristna sivka, ampak v glavnem v obmejnih krajih se čebela in tudi značilnosti, ta sivka, ta bo preživela v mehni gruč, z malo hrane, velik mraz prenese, spomlad ima pa izredno hiter razvoj, ta naša, krajinska, alpska, ta, veš, tam Primorji, one imajo pa celo zimo potuho. Matica skozi po manj zaliga, tlele neha matica zaligati recimo konc novembra, pa kje do 15. januarja nič. Primorji pa to lahko non-stop se razvija, Mi smo dobro zaščiteni, tu pa vidim, vi pa niste tako in tu je bil en pik. Ja, no, to je jutranji. Ta čebela je zdaj umrla. Ta je umrla, ta je pustila tisto svoj želj noter in je sicer doktor Grošelj prav, da ne umre, cajt še leti, ampak ni več tako v funkciji, Čisto za konec še, kdo je, čeprav ste nekaj o tem že povedali, pa vendarle, kdo je največji sovražnik čebel? Ja, mislim, da je trenutno varoja, ta parazit, Je pa res, kuga čebele zalege, to so spore, ki se prenašajo z medom, recimo, kadar je slaba letna, čebele najdejo v vseh luknjih, vse postržejo, vse in ta spora, 120 let preživi in v kakih slabih letnih se pojavi kuga čebele zalege, tle pa samo požig, Je bil že tudi v našem konci, pa smo to sanirali. Vse pa to predstavlja iz kraja v kraj, tako da ti naši pregledniki imajo cel let del, da to nekako omejujejo, pa da zdravimo sicer najboljši požig. Ne čebelnjaka, ampak čebelje familije spajna morit, ognjo se v nič. No, upam, da tega ne bo potrebno tu postoriti, storiti. Zahvaljujem se vam za vse, kar ste povedali. Pa gremo še kaj. No, zdaj smo pa še v enem drugem prostoru. Kje smo? To je hladilnica, moja nova pridobitev. Satje je treba nekako vzdrževati, čebele ga redno vzdržujejo. Prej sem jaz satje vzdrževal, rezervno satje v skrinjah, v hladilnikih. Sam to je poraba energije vsega. Zdaj sem pa riskiral, da smo to hladilnico naredili. V glavnem tam spod 10 stopinj drži temperaturo in ta satje je zdaj, bi rekel, da ga ne napada ta voščena vešča. Ampak tlanatar lahko hraniš rezervno satje, tlanar hran cvetni prah, kar ga nasmukam, tlele hran vosek, sicer vosek je lahko tudi kaj dreh, lahko pa tudi kako gajbo pirat, če je klac. Ja, še v enem prostoru smo. Ja, to je pa točilnica. Brez točilnice pa ni, Recimo ti vele čebelari, ki imajo ti avtomobile, pa to oni vozijo veliko domov, ampak po vseh sistemih, hasapih, pa kaj te vem, moraš imeti pač danes, če prodajaš med, če se baviš s tem malo bolj, potem moraš imeti stvar urejeno, in moraš imeti pač tekočo vodo, moraš imeti vse v ploščicah, moraš imeti
kaj ti jaz vem, pač kar zahteva ta sistem, ne. Mora biti pač ta vsa posoda v rostfraj, ne sme biti več v tistih pocinkanih posodih, če je pač je v jedilnih teh embalažih, teh kibukih. V glavnem so pač te pravila veljajo in teh se je treba držati. Je bilo že veliko ljudi v tej sobi? Bom po pravici povedal, ljudi, prijateljev, ja, drugače pa samo krožkarji. Ne vem, čebelari, ja, smo imeli obisk društva, ja, vsak let gremo v društvo, en čebelari, pri meni so bili že dvakrat, drugače pa prijatelji pridejo me tako obiskat, nimam pa rad, da bi ne vem kaka fronta šla tla skozi, ker to je, veš, to je nalezljivo, to lahko prineseš ti bolezen, pa nisi ne kriv, ne dužan. Ne, tako da, krožkarji so pa pač, meni je nekaj zveza dala, imam za nekih 15 lahko napravim, tako kot sem tebe, da se noben nič ne naredi in so z veseljem tle gor malo tuhtamo, da imamo tekmovanje v soboto, državno prvenstvo, tle gor pridejo in malo razpravljamo in se poglabljamo v Račove skrivnosti čebelarstva. Že po vašem zadovoljnem obrazu se vidi, da ste veseli, da prenašate znanje na mlajši rod. Res je, posebno sem vesel na vnukinjo, je v 3. razredu, mislim, da bo zakurbljala.